AMZS Idealna linija je bila na Vranskem, kjer je potekala druga dirka sezone voznikov kartinga za točke državnega prvenstva. Tim Gajser in Jan Pancar pilita formo pred nadaljevanjem sezone svetovnega prvenstva v motokrosu. AMZS Idealna linija ju je obiskala na treningu na Mivki na Hrvaškem. Druga dirka sezone državnega prvenstva v kartingu je bila na Vranskem. Steza v centru varne vožnje je privabila tudi tekmovalce iz tujine, saj so ob Slovencih vozili še Hrvati, Srbi, Avstrijci, Madžari in Čehi. V teh pogojih, ki jih imamo kot organizacijo, ki niso idealni, smo veseli, da je prišlo malo manj kot 90 voznikov in upam, da bomo lahko sezono končali, tako se spodobi za tekmovalce. Več nas je, kot nas je bilo v Ptuju. In to je zelo fejst meni osebno, no. Tako da so tudi boji večji, pa z užitkom res pol voziš. Na stezi je potekal neizprosen boj za čim boljša mesta. Proga na Vranskem je specifična in pomeni, da morajo tekmovalci se hitro prilagoditi pogojem, na katerih so jim dani, in ni dobesedno učenje na pamet steze, ne. Zato so lahko takšne preizkušnje drugačne od tistih na ustaljenih progah, še posebej, če je na njih večje število tekmovalcev. Ja, v bistvu lahko bi rekli, da so malo bolj zahtevne. Klik zaradi tega, ker moraš vsak krog pol se boriti za tisto pozicijo, kot jo imaš, ne? Nimaš neke velik lufta vmes med ostalimi. Katja Pivks je v razredu Rotax Senior Max privozila drugo zmago v sezoni in je zelo blizu izpolnitvi velike želje. V bistvu letos smo se bolj na državno prvenstvo odločili, pač usmerjali, ker nekako s financami ne pridemo skozi, pa tudi ciljamo na kristalno čelado, ki si jo že zelo dolgo časa želim, tako da če bo letos znesli, jo bom pa tudi dobila. V preostalih kategorijah smo videli prav tako cel kup zelo zanimivih voženj, prehitevanj in bojev za čim boljša mesta. V razredu DD2 je s konkurenco prepričljivo opravil Ksende Ruve. Podobno je bilo tudi v kategoriji KZ2, saj je Vid Pšajt cilj prvi prečkal v vseh treh vožnjah. Enako kot med mladimi upi v razredu Rotax Mikromax, na Vranskem tokrat nepremagljivi Nik Ščulac. Talenti v Sloveniji so, ali pa bom rekel, v bivšem prostoru, bivše Jugoslavije talenti so. Samo tukaj so pogojene finance in pa vse ostale stvari, kar spada k motošportu. Dimitrij Mlakar se je veselil zmage v kategoriji Rotax Junior. Najbolj pa se je moral za najvišje mesto na zmagovalnih stopničkah potruditi Nik Trobec, ki je v razredu Rotax Minimax v seštevku treh voženj dneva le za točko ugnal Aljaža Vidmarja. Žal v motošportu samo en zmaga, ne? Vsi ostali pa so poraženci, ne? In dajmo narediti, da bo čim več zmagovalcev. Naslednja preizkušnja za točke državnega prvenstva je predvidena 13. septembra v AMZS Centru kartinga in motošporta v Slovenji vasi pri Ptuju. Sezono svetovnega prvenstva v motokrosu je po dveh dirkah v začetku marca presekala pandemija koronavirusa. Tim Gajser in Jan Pancar, ki z licenco AMZS zastopata slovenske barve v najvišjem rangu tekmovanj, sta se temu ustrezno prilagodila. Pač se je zgodilo, kaj se je zgodilo, za vse je enako, vsi smo v isti situaciji. Malo je, zaradi te korone nam sezona se podarila, ampak med karanteno sem še vedno treniral, isto kot če bi bila sezona. Probam se popasti, koliko se le da. Treniram normalno naprej, se dejansko drugačnega življenjskega sloga ne poznam, kot trenirati vsak dan, dvakrat dnevno. Je bilo v bistvu skoraj isto, da jim brez tekem. Pravili smo le 2 Grand Prix, tega sezona se začenja šele v avgustu. Gajser je v novo sezono vstopil v vlogi branilca svetovnega prvaka razreda MXGP. Začetek je bil zelo dober, v dobri formi sem bil, probal sem to vzdrževati skozi teh 5 mesecev, sedaj te pauze. Pancar je v šibkejšem razredu MX2 prišel do točke v Valkensvardu. Zadovoljen sem s točko, ampak sem siguren, da bi lahko boljše peljal in nisem najbolj zadovoljen s svojimi vožnjami. Oba sta že vozila tudi na dirkah državnega prvenstva. Gajser v Stranski vasi pri Semiču in na radizelski progi. Pancar pa tudi v Mačkavcih. In mlademu članu Avtomoto društva Šentvid Pistični je na vseh treh preizkušnjah za vrat pošteno dihal Peter Irt.
moram priznati, da je tudi on čez zimo zelo dobro treniral, je hitrejši kot lansko leto. Mislim, da te tekme za državno prvenstvo so res odličen trening. Sam sem mnenja, da pač vsaka tekma je najboljši trening. Tudi trening na mehki podlagi v hrvaški Podravini je obema prinesel veliko. To je edina proga tukaj blizu nas, ki je prava mivka in če hočeš biti hiter na mivki, moraš biti navajen in trenirati veliko, tako da mi bo sigurno to pomagalo. Dejansko vsakič pred tekmami na mivki se odpravim sem, naredim tudi treninge, da pridem pač v tisti ritem, saj vožnja in pa nastavitve motorjev so popolnoma drugačne na tej podlagi. Dirke svetovnega prvenstva se bodo zdaj sledile v peklenskem ritmu. Sezona bo težka, zdaj bomo imeli kar 3 tekme v enem tednu in se bo tukaj pokazalo, kdo je dobro pripravljen. Vemo, da dejansko časa za regeneracijo, časa za neke masaže in pa pač, da bi se telo boljše počutilo, ne bo. Pomembno bo, da boš čim bolj mentalno pripravljen in tudi, da boš znal se dobro, hitro spočiti. Tako da bo zelo pomembno, da boš naredil čim manj napak, čim manj krat bil na tleh. Tudi upaš, da ne bo kakšne tehnične napake pri motorju, ker ni veliko časa, da odpravljaš napake. Dejansko res boš mogel biti 100% z glavo na tekmi. Pancar se v nadaljevanju nadeja predvsem dobrih voženj, s katerimi bi se začel uvrščati med 20-terico v razredu MX2. Gajserjevi cilji v kategoriji MXGP pa znova segajo na sam vrh. Vsi vozniki, kateri stojimo na rampi, smo tam z enakim ciljem, vsi si želimo zmagati. Kot branilec naslova, pač glavni cilj je vedno pač osvojiti nazaj na ta naslov. Bom rekel, ne bo enostavno, sigurno bo zelo težko. In če gre soditi po zadnjih treningih, tako Pancar kot Gajser že komaj čakata, da pokažeta, kako sta pripravljena.